se bom potem poskušal zreducirati. Mi imamo ustavo, imamo 8 členov o predsedniku republike. Ti členi ukvirjajo delovanje predsednika, tako kratnega. Hkrati so pa seveda izpostavljeni interpretacije, ki jo spremlja predsednika sam, se po njej ravna. Pri tem pa lahko ustavo dosledno izvaja, ali jo pa zlorablja. Potem imamo po naši ustavi, pa lahko nas kar nekaj posedi krivcev, tudi en posebni paradoks. Namreč v primeru kršitve ustave, vključuje kršitve zakona, so strani predsednika, je pa možnim impeachment. Ampak v njem odloča dvotretjinska sestava ustavnega sodišča. To je pa tistega ustavnega sodišča, ki ga on predlaga v izvolitvi. Dovolite, da nimam časa, da bi ekspliciral vsa ta pomembna ustavna vprašanja. Da obema kandidatoma postavili 3 vprašanja v zvezi z njim, dol pa pač izvoljen, temeljno funkcijo izvajanja svojih nalog. Prva je, kot sem že včeraj v tiskovni konferenci povedal, ta simbolna funkcija predstavljanja navznotraj in navzven. Kolega dr. Tirk se je že danes skliceval na občudovanje vreden govor zadnjega predsednika v kliničnem centru. Seveda so bili nekateri predhodno ravnanja in govori nekoliko drugačne. Ampak pustimo to, saj ima to pravico, absolutno. Ampak vendar v tej funkciji predstavljanja dosedanja predsednika nista trvala potem države. Nista dosegala konsenzus z vsakokratnim predsednikom vlade, vlade in parlamentom. Tako smo bili v tej predstavniški funkciji, v kateri upam, da bo ta nova predsednika res predstavljala interes države v odnosu do sosednjih držav, deležni drugačnega sodelovanja. Nenazadnje vemo, da so se naši predsedniki pogajali o polovici Iranskega zaliva, o dimniku. Tisti člen sem pa tak samo pisal v temeljni ustavni listini, da so meje z Republiko Hrvaško, meje v okviru Jugoslavije. V okviru Jugoslavije so upravne funkcije naloge izvajali organi slovenske države. Od tega noben predsednik nima pravico odstopiti in tudi noben izvoljen te pravice nima, ali pa si bo torej po nekih razlag dialoškosti in odprtosti in strptosti in sodelovanja in tako naprej, to pravico vzel. Ne bom nadaljeval, ker sem si včeraj nekaj napisal. Druga naloga predsednika je predlajalna funkcija. Pri nas se nenehno govori o protokolarnem položaju predsednika, o tem, kako nima pristojnosti. V bistvu pa on, tako rekoč, se svojo predlajalno funkcijo postavlja v nek kontekst in v odvisnosti, tako rekoč, odločilne organe oblasti. Preko ustavnega sodišča lahko generira njenega izbora, tako odločanje v sodnih zadevah preko ustavnih pritožb. Tako o usodi zakonov, ki sprejema državni izbor, ki jih ustavno sodišče razveljavlja. Tako o usodi nekaterih predlaganih funkcij. Ko predlaga tudi sestavu ustavnega sodišča, se tudi moram reči, ne strinjam z nastopom na televiziji enega od kandidatov, ki je rekel, da je tu vprašanje samo stroke in morale. Morale ima ene zveze s tem. Gre za vprašanje strokovnosti, ta je koliko nujna za kandidata. Gre pa seveda za vprašanje vrednot. Vrednote pa opredeljujejo izrazito politične preference posameznih kandidatov. Mi imamo danes v mnogih organih se strani prvega in drugega predsednika predlaganih izrazito politično usmerjene posameznike. Glejte, mi se tam se dogodili primer, ko so ugledne inštitucije za vrhovno sodišče
predlagali nekega kandidata, ki je bil predsednik sodišča, predsednik oddelka, napisal najboljši kazenski komentar. In torej bil predlagan s strani obče seje in ni bil predlagan za člana ustavnega sodišča. Tisto gospod, ki pa niso predlagali, pa je bila predlagana s strani predsednika. In doktor Jamek, moram še tretjo funkcijo povedati, samo dve stavki. Ima pa še seveda funkcijo zavzemanja stališč o občutljivih družbenih vprašanjih na zahtevo državnega zbora. Takrat bi mora da pomenja, če je vprašal. Seveda bi mu pa ostalo ne pripričuje, da je sam. Da, in se vzame stališče. In v tem ne može vprašati naša kandidata. Ali bosta ob situaciji, kakršna se je zgodila v 15 let po nastanku slovenske države, ko torej poslušamo, da se spremljajo pogovori, da se prisluškujejo, da nekatere sile še vedno uporabljajo stare metode in zlorabljajo določene inštitucije za svoje politične interese. Ali bosta uporabila ustavno funkcijo, ko torej nastajajo celo par pozicije in se celo preko posamezne komisije prečuje razčiščenje tako osobnih vprašanj za slovenske. Mi smo v temeljnem ustavnem listinu, kot 6 izhodičnih načelih napisali, da gremo iz Jugoslavije, ker ta ne deluje kot pravna država, ker se v njej hudo kršijo človekove pravice. Ta država z metodami, ki poslušamo, še ni pravna država. Bi vendarle predlagal, ura je skoraj že 10, bi do 10, da zaključimo to srečanje, to soočanje in srečanje z vsemi nami, zbora za republiko. Kot smo že napovedali, zbor za republiko ne podpira, ne bo podprl izrečno nikogar od kandidatov. Mi nismo politična stranka, nismo politična grupacija, ampak kot radi res iskreno poudarjamo, poskušamo odpreti prostor argumentirane javne debate, strpne, vljudne, civilizirane in s tem bomo nadaljevali. To je obljuba tistim, ki danes niso prišli na vrsto in zaveza, da se bomo zelo kmalu spet srečali. Hvala lepo vsem.